Očeta in Sina in Svetega Duha. Mir z vami in s tvojim duhom. Bratje in sestre, smo se zbrali k maši za domovino, k maši za mir. Da bo naša prošnja Gospodu prijetna, da bo naša daritev njemu ugajala. In v naši nameni lahko uslišani vsi iskreno odkrijemo svoje srca, Božje milosti in Božjemu služenju. Vsemogočnemu Bogu In vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil. V mislih, besedah in dejanjih mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeški Oče. Vzmeni se nas pribočni, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen.
Ti vse čudovito veš in vodiš. Usliši nas, ko te prosimo za našo domovino. Vsem, ki so odgovorni za skupno blaginjo, nakloni pravo modrost, nam državljanom pa daj poštenje, da bosta med nami vladala sloga in pravičnost in bomo tako živeli v miru in blaginji. Po našem Gospodu Jezusu Hristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in je vekova. Amen. Berilo iz Sirahove knjige. Gospod je sodnik, ki ne gleda na slavo osebe in ne bo pristranski v škodo reveža, marveč ga bo uslišal, če se mu bo zgodila krivica. Nikoli ne bo prezrl prošnje sirote, ne vdove, ki toči in toči solze. Kdor vdano služi Gospodu in mu je po volji, tega bo sprejel in njegova prošnja bo segla do oblakov. Oblake predre molitev siromaka, ne bo se potolažil, dokler ne pride blizu, ne bo odnehal, dokler se ne bo nanj ozrl najvišji, dokler ne bo pravičnim sodil in razsodil. To je Božja beseda. Bogu hvala.
Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju. Dragi Timotej, jaz se že darujem in prišel je čas mojega odhoda. Dober boj sem izbojeval, tek dokončal, vero ohranil. Odslej je zame pripravljen venec pravičnosti, ki mi ga bo tisti dan dal Gospod, pravični sodnik, pa ne le meni, marveč vsem, ki z ljubeznijo pričakujejo njegov prihod. Ko sem se prvič zagovarjal, mi ni nihče stal ob strani. Vsi so me zapustili. Naj se jim to ne šteje v zlo. K meni pa je stopil Gospod in mi dal moč, da sem oznanjevanje dopolnil in so ga slišali vsi pogani. Rešil me je iz levjega žrela. Gospod me bo osvobodil vsakršnega zlodejanja in rešil v svoje nebeško kraljestvo. Njemu slava na veke vekov. Amen. Božja beseda. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus nekaterim, ki so bili prepričani, da so pravični in so zaničevali druge, povedal tole priliko. Dva človeka sta šla v tempelj molit. Eden je bil farizej, drugi cestninar. Farizej se je postavil in pri sebi molil takole. Bog, zahvalim se ti, da nisem kakor drugi ljudje, grabežljivci, krivičniki, prešušniki ali tudi kakor ta cestninar. Pustim se dvakrat na teden in desetino dajem od vsega, kar dobim. Cestninar pa je stal oddaleč in še oči ni hotel dvigniti proti nebu, ampak se je tolkel po prsih in govoril: Bog, bodi milostljiv meni grešniku. In povem vam, ta je šel opravičen domov, oni pa ne. Kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Dragi bratje in sestre, najprej vsem prav lep in prisrčen pozdrav.
Pozdravljam najprej vse brate Mašnike in vso samostansko družino tu na Sveti Gori. Pozdravljam naše brate bogoslovce. Pozdravljam vse predstavnike veteranov, predsednika in naše drage praporščake. Pozdravljam vse predstavnike vojaških, civilnih, državnih in cerkvenih oblasti. Pozdravljam naše prijatelje iz Butrija, amici di Butrijo, benvenuti. In pozdravljam pevski zbor, ki sodeluje pri naši slovesnosti. In pozdravljam vse vas, dragi brati in sestre, ki ste se zbrali tu na Sveti Gori danes pri naši skupni molitvi in prošnji za našo domovino, za mir v naši domovini in za mir po svetu. Vsem želim milost in mir od Boga našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Na današnjo vigilijo 30. nedelje med letom, kako jih imenujemo, gremo počasi že proti koncu. 30. je jutri, potem 34. je pa zadnja, je že nedelja Kristusa Kralja. Gremo proti koncu s našim cerkvenim letom. Je pa še ena druga lepa okoliščina, glejte, prav za naš namen. In to je dve obletnici. Ena obletnica je naša, ki se spominjamo vsi, odhod zadnjega vojaka. In druga obletnica je pa iz Asizija. Na jutrišnji dan, bo točno 27. oktobra, je prvič papež Janez Pavel II. Sklical v Asiziji vse predstavnike raznovrstnih verskih skupnosti v prošnji in molitvi za mir. In naši bratje, Frančiškovi bratje, vse tri redovi, še vedno piljejo naprej to lep običaj, to lepo prošnjo in sam grem jutri zvečer v Piran bratom Minoritom in vsako leto organizirajo to lepo molitev in prošnjo za mir. Duh Asizija se imenuje. Lepa prošnja, rejte. In to so te lepe tretje okoliščine. Prisrčno vas še enkrat res z veseljem pozdravljam. In kar večkrat rečem, rejte, polno reči ima človek v rokah. Jih načrtujemo, se potrudimo, se pogajamo, pogovarjamo in dosežemo. Nekaj dosežemo, vedno. Ampak nikoli pa noben človek, veste, nima vseh nitk v rokah. In tukaj vidim naš smisel in namen našega shoda, naše prošnje in naše molitve za mir. Da bi sprosili še blagoslov z neba. Blagoslov nebeškega Očeta. Danes smo prebrali današnja darila. Mašo, kako ste slišali, obrazec, smo vzeli za domovino, darila in vse drugo pa je od nedelje, jutrišnje nedelje. In vsi trije odlomki sami, verjamem, ste že opazili, kako vsak na svoj način, vsi tri, ki smo jih prebrali, sporočajo, kako lepo spodbudo, lep nagib prav za ustvarjanje miru in blaginje. 7 od 8 blagrov, ki jih je Kristus, naš Gospod, povedal na gori, kako je vsem znano, se glasi tako. Blago tistim, ki ustvarjajo mir. Zelo dobesedno, ki ustvarjajo mir. Zakaj ti bodo Božji otroci? No, in poglejmo samo na kratko, kako današnji 3 odlomki
spodbujajo, pomagajo, da bi šli čim bližje do tega miru. Najprej v Evangeliju smo slišali to tako preprosto zgodbo, priliko o dveh človekih, ki sta prišla v tempelj moliti, kakor mi danes smo prišli v tempelj moliti. In na koncu pravi, eden je šel opravičen na svoj dom, drugi pa ne. In kakšen je bil tisti, ki je šel opravičen na svoj dom? Pa je morda bil celo večji grešnik, kakor unita prvi. Ampak je šel opravičen na svoj dom. Zakaj? Ker je vnaprej nekako priznaval svojo grešnost, svojo omejenost, svojo minljivost, svojo majhnost, svojo človeškost, svojo zmotljivost, svojo površnost in tako dalje. Vsak človek, ki malo pogleda sam vase, iskreno pogleda sam vase, z lahkoto sprejema vse te reči. Koliko stvari razumemo, koliko stvari dojamemo, jih spoznamo, ampak koliko reči vedno ostajajo skrivnosti, tudi za najbolj razgledane, tudi za tiste, ki stojijo na najvišjih mestih. In zato je takšen pristop, takšno pojmovanje sveta in človeka v svetu pravilno. In ni težko videti, če bi tega več bilo med nami, kolikim sporom bi se izognili. Koliko več tistega pravega miru, veste, notranjega miru, tistega ravnotežja, ki ohranja mir znotraj človeka, potem tudi navzven. Če bi uspeli, vidite. Zato je naša prošnja čisto na mestu, vidite, in je prav, če se na to spomnimo. V drugem Berilu smo slišali apostola Pavla, mnogi imenujejo to njegovo pismo Timoteju, oziroma ta odlomek Pavlova oporoka. Se vidi, da je Pavel že čutil, da je opravil svoje poslanstvo, svoje veliko poslanstvo, vse kilometre, ki jih je prehodil in vse oznanil, kar je bilo treba in tako. In potem, kakor jaz se že darujem, stvar je narejena, če bo še kaj v redu, če pa ne bo več, pa tudi v redu. Se že darujem, čas moje razveze je blizu, prihaja dan, ko se bom poslovil z tega sveta. Ampak iz teh kratkih vrstic, ki smo jih začutimo, to njegovo razdajanje, ki ga je nosil v sebi. In kako je silovito predan svojemu poslanstvu, svojemu poklicu, celo življenje v resnici ni mislil na drugo kot na to. Kako bi oznanil, kako bi drugim prišel do drugih ljudi, kako bi jih spreobrnil, kako bi jih pripeljal do resnice, kako bi jih pripeljal do pravega spoznanja zapovedi prevale. Sinu nebo. Dela za mir, ustvarja mir, kdor zmore te reči, kdor se razdaja, kdor je velikodušen, kdor ne išče sebe, ampak druge, kdor se ne zapira vase, ampak se odpira svetu, kdor gradi mostove, kdor se daruje, kdor je pripravljen potrpeti, kdor je pripravljen odpustiti, tisti ustvarja mir. Vidite, lepo. Apostol Pavel v drugem Berilu. In v prvem Berilu smo slišali Siraha. Tudi vsak hitro začuti, kako je ta beseda
zelo natančna, zelo premišljena, zelo globoka. Kdor si ne jemlje sam pravice, ampak prepušča sodbo Bogu. Kdor se ne maščuje, ampak rajši potrpi in ostaja krotak in sira zagotavlja. Prošnja sirote, tujca, vdove, vsakega, tako ali drugače, osleparja, okrog prinešen. Njegova prošnja predira oblak. In je prav, da se človek to spomni, vidite. Seveda je prav, da se spomni tisti, ki te prošnje pošilja. Je pa seveda zelo v redu, da to sliši tudi tisti, ki take prošnje povzroča. Da sliši, da ta prošnja, to nad koliko mestih v Božji besedi piše, ne zatirajte. Če boste zatirali, bodo ubili k meni in jaz bom uslišal. To so takšne preproste stvari, pa tako prisrčne in tako pisane človeku na kožo, vsakemu človeku na kožo. In je, gledajte, sam prav, da se jih spomnimo in da poskušamo, čutimo hitro vsi, kako so dobre. Potem, ko začnemo tu spravljati vsakdanje življenje, postane dostikrat malo bolj težko. Ni čisto enostavno, ampak je dobro, da jih vzamemo in da poskušamo slediti tem smernicam, tem lepim mislim, tem lepim nagibom, ki nam jih Božja beseda stalno v raznih oblikah ponuja. In tako tudi naše srečanje, resnično še enkrat, dragi bratje in sestre, prisrčno pozdravljam vsi. Sem vam hvaležen zelo za to vašo dobro voljo, vašo velikodušnost in za to vašo prošnjo, za vašo molitev. Mir, kot sem rekel na začetku, je treba ustvarjati s svojim delom, svojim življenjem, je treba zanj tudi prositi, veste, in moliti. Brez tega težko pridemo naprej. Naj nas Gospod posluša in naj usliši naše prošnje. Amen. In sedaj, bratje in sestre, izpovemo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vinnih in nevinnih stvari, in v enega Gospoda, Isusa Hristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega ministra začina in je monjen vse ustvarjen, ki je zaradi nas in zaradi našega zričanja prišel in se je utresel iz mojetnice in ostal človek, bil je križan za nas, pod Poncem Pilata, trpel in bil rob položen. Obličevanju pisma in je šel nebesa, sedi na desnici Otčevega in bo spet prišel v slavi skozi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In vsega Boga, Gospoda, ki izhaja iz življenja, ki ga življenje istino, bolj ki je govorno okrog. Katoličko napovedno crkvo, izvedlava ven krst, vrščaščanje in pričakujem vsejenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, danes veseli hvaležni slavimo nebeškega Očeta, ki nam je dal zemeljsko domovino, državo Slovenijo. Njega, od katerega je vsak dober dar, z zaupanjem prosimo.
Podpiraj Cerkev na Slovenskem, da bo zvesta svojemu poslanstvu sodelovala z vsemi ljudmi dobre volje. Prosimo te, usliši nas. Usmerjaj voditelje slovenskega naroda, da si bodo prizadevali za pravičnost in mir v naši državi. Prosimo te, usliši nas. Pomagaj vsem, ki v naši domovini trpijo zaradi krivic, pomankanja ali zapostavljanja. Prosimo te, usliši nas. Varuj in podpiraj delavce, kmete, uslužbence in uradnike, da bodo dobro opravljali svoje delo. Prosimo te, usliši nas. Varuj svet, posebno pa našo domovino vojske, nesreč, poplav, potresov in vsega hudega, ter nas pripelji k resnični blaginji in svobodi. Prosimo te, usliši nas. Podari nam složnost, da si bomo skupaj prizadevali za dobro in se bomo otresli starih zamir in sovraštva. Prosimo te, usliši nas. Našim narodnim in verskim voditeljem, žrtvam vojn in nasilja, podeli večno srečo v družbi angelov in svetnikov. Nebeški Oče, varuj našo domovino in vse njene prebivalce. Usliši naše današnje prošnje in daj, da bomo uživali sadove Tvojega blagoslova po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi nepravično, da se te vedno in povsod zahvaljujemo, Bog naš, ki si nas poklical v življenje. Nikdar nas ne pustiš samih na naših poti, temveč si nam zmeraj blizu. Nekdaj si vodil izraelsko ljudstvo skozi puščavo, kjer ni bilo poti, zdaj pa spremljaš cerkev, novo Božje ljudstvo, z močjo svetu svojega duha. Tvoj sin nam skozi sedanji čas odira pot v veselje večnega življenja. Zato prepevamo z vsemi angeli in svetniki hvale za tvoje slave in ti pojemo. Sveti Oče, slavimo te, ki si zmeraj z nami na naši poti, posebno po nas je šlo svoj sin, zber, vedo ljubezni, kakor svojim učencem tudi nam razlaga pismo in lomi kruh. Zato te prosimo, vsemočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo odločili za Jezus Kristus. On je namreč večer pred svojim trpljenjem pri večerji vzel kruh, sebi zahvalil, razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva od odpuščanja grehov. To delajte v moj spomin.
Dobri oče, obhajamo spomin naša slavnost in je zdobrenjem z novo življenje in vstal priča Božjo slavu. Pozri se na naredimo svoje cerkve, Hristusa, ki se daruje z telesom in krvjo, ni nam darovanje samega sebe, odpiramo od tebi naš očetu. Usmejeni Bog, povdari nam na ljubezen duha svojega Sina. Okrepčaj nas z njegovim telesom in krvjo in nas prenovi, da bomo njemu podobni, v edinosti z našim papežem Frančiškom, našim škofom Jurjem in škofom Metodom, drugimi škofi, duhovniki, diakoni in vsem tvojim ljudstvom. Daj, da bomo vsi ljudje cerkve razumeli znamenja časa in rasli v zvestobi tvojemu evangeliju. Odpri nam oči in srce za ljudi okrog nas, da bomo z njimi delili žalost in veselje, njihove upe in trpljenje, ter jim kazali pot k zveličanju. Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so v Kristusovem miru odšli v večnost, in vseh krajnih, katerih vero edino ti poznaš, in jih obudi k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, sprejmi tudi nas v svoje kraljestvo, kjer nas čakata polno življenja in slava brez konca. Skupaj s Sveto Devico, Božjo Materjo Marijo, njenim ženom svetim Jožefom, z apostoli in mučenci in vsemi svetniki, naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu.
Spoštovane udeleženke in udeleženci svete maše tu na Sveti Gori. Brez pokončnih ljudi ne more biti pokončnega naroda. Brez ljudi, ki so pripravljeni v trenutkih skupnih stisk sestavljati svojo ustvarjalnost, znanje, pogum in, če je potrebno, tudi svoja življenja za skupno dobro, ne bi bilo varne, samostojne, svobodne in demokratične Republike Slovenije. Pred 28 leti smo po dolgih stoletjih dokazali, da smo državotvoren narod. Tedaj je bilo potrebno sprejeti neenakovreden boj in v tem boju zmagati ali pa umreti. Tedaj je bilo potrebno imeti pogum, iti zmagi nasproti. Imeli smo hotenje, znanje in pogum. Zato nam zmaga ni mogla izmuzniti. Zato so sedanji dnevi spomina in ponosa na čas, ko nas je domovina potrebovala. Osamosvojitev slovenskega naroda je bil epohalni dogodek, edini čas, ko nas je gledal in občudoval ves svet. V tistem času je zmagal slovenski človek s svojimi hotenji, dejanji, enotnostjo in ljubeznijo do doma, družine in domovine. Žal je tedaj bilo potrebno komajno državo braniti z orožjem, krvjo in življenje naših bojevnikov širom Slovenije, ker vojna pač dopuščala dve možnosti. Ena je odločnost, hrabrost, ljubezen in življenje. Druga pa strah, obup, sovraštvo in smrt. Mi smo tedaj izbrali prvo. Vzeli smo svojo usodo v svoje roke za dobrobit Slovenije in slovenstva. Ob tem se pa zavedamo, da smo pravo odločitev lahko sprejeli tudi zaradi vseh, ki so v dolgi zgodovini našega naroda darovali svojo ustvarjalnost, svojo pravičnost, svoj pogum in požrtvovalnost, pa tudi svojo osamljenost, osebno srečo in tisto najbolj dragoceno, svoje življenje. Vsem njim namenjamo našo skupno zahvalo, našo globoko spoštovanje in spomin. Spoštovani, pred 28 leti smo potrdili misel legendarnega vojskovodje generala Pattona, ki je zapisal: človeška duša je neprimerljiva z močjo orožja, ki ga uporablja. Sama ona, duša namreč, zagotavlja zmago. Konec navedka. Z našo slovensko dušo smo zmagali, ker smo vedeli, kaj hočemo in kaj zmoremo za svoj narod in domovino. Sedaj vas pa vabim, da z minuto molka počastimo spomin na vse, ki so v vsej zgodovini za domovino darovali kri in življenje, pa tudi za vse preminule udeležence in udeleženke vseh vojn na tem našem slovenskem prostoru. Raz, zdrav! Mi, no, nam, no, nam, prosto.
se sedaj zahvalim vsem, ki so sodelovali pri pripravi, organizaciji in izvedbi današnje maše in prijateljskega druženja. Hvala koprski škofiji, vojaškemu vikariatu, frančiškanom na Sveti Gori, Združenju za vrednoto slovenske osamosvojitve, moškemu pevskemu zboru razprtih godcov, triju veteranov Gorice. Hvala vsem predstavnikom lokalnih skupnosti in vsem gostom, ki ste nas počastili svojo prisotnosti. Poseben pozdrav namenjamo podžupanji mestne občine Nova Gorica magistri Eleni Zavadlav-Šaj, pokrajinskemu svetniku Filharmonije Julijske krajine gospodu Mauro Dimirtiju, svetniku državnega sveta Branku Tomažiču, predsedniku artilerijskega društva iz Butrija Francu Ničevaziju in predstavniku Slovenske vojske podpolkovniku Francu Pankrcu. Hvala vsem našim članicam in članom za pripravljene dobrote. Spoštovani, po odhodu praporščakov vas vabim prijateljskemu veteranskemu druženju o pripravljenih dobrotah. Prosimo vas pa tudi, da v skladu z lastnimi zmožnostmi pri izhodu iz cerkve v pripravljene zabojčke darujete prispevke. V imenu organizatorjev današnje maše vam želim vse dobro. Vabljeni na mašo za domovino v letu 2020. Hvala. Brate in sestre, srčna hvala za vabilo z moje strani in rečem, kar piše v psalmih o Jeruzalemu, zaradi svojih prijateljev in znancev kličem tebi, mir tebi, Jeruzalemu. A isto velja za našo državo, mir tebi, Slovenija. In mir vsemu svetu. Naj nas spremlja Božji blagoslov. In še zadnja prošnja. Molimo, nebeški Oče, bili smo gostje pri mizi, ljubezni trinosti, naj s svojim delom, ki si nam ga zaupal, skrbimo za primirno življenje med nami in z zaupanjem gradimo Tvoje kraljestvo po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z nami, naj poslavljeno ime Gospodovo, naša pomoč je v imenu Gospodovem. Blagoslovi vas vsemogočni